Sem na svetovni premieri povsem novega avtomobila znamke Alpine. In če si predstavljate majhen, zmogljiv avtomobil z nabritim benzinskim motorjem pa ultramajhno maso, potem razmišljate podobno kot jaz o Alpine A110 ali pa njegovem nasledniku. Mi smo ga imeli dvakrat na testu in še vedno trdim, da je vozniško eden najbolj purističnih strojev. Ampak ne, prihodnost je drugačna. Tole danes je šele prva statična premiera, vi oddajo gledate sicer nekoliko pozneje, ampak danes, ko sem jaz tukaj, je Alpine šele prvič pokazal svetu svoj novi A390, kar pomeni, da je tukaj z mano okrog 200 novinarjev z celega sveta. Vozili se danes ne bomo, danes samo gledamo. Je pa prihodnost vsaj v dveh stvarih drugačna od preteklosti. A390 je namreč križanec in ne posebej majhen avtomobil in pa ne poganja ga ropotajoč in sikajoč motor, ampak elektrika. Tudi novi A290, torej nabriti Renault 5 poganja elektrika, pa je v bistvu hiter pa zabaven. Smo ga imeli na testu in si ga lahko pogledate na volan.si. Tako da, preden začnem preveč komplicirati, Anže, zber se in grem. A390 ni zamenjava za mali A110, ampak je v bistvu nov model v ponudbi znamke, ki si je zadala, da bo do leta 2030, se pravi v 7 letih, naredila 7 novih modelov, vsi bodo na elektriko. Ta je v bistvu zdaj že drugi. Verjetno je puristov, ki bi uživali v majhnem dvosedu, samo še 6, ok, številko sem si izmislil, jih je pa sigurno veliko manj kot takšnih, ki bi uživali v lepem križancu. In lep A390 vsekakor je. Pravzaprav me bolj spominja na fastback, ker se streha tako konkretno spusti proti zadku navzdol in ne na klasičen križanec. No, že detajlov, ki ga naredijo lepega, je ogromno. Recimo ta napis tukaj, pa te lučke tukaj, pa 21-palčna platišča v obliki snežinke. Ja pa poglej seveda tudi te lučke. V bistvu je lep kar cel avtomobil, to se najbolj strinjamo. Je pa študija imela v bistvu ena zanimiva vrata brez stebrička B, ker se je zadnji par vrat odpiral nazaj, tako da je nastala ena ogromna odprtina. No, te pri serijskem avtu ni, po svoje škoda, po drugi strani pa razumljivo. Študija se je znotraj hvalila s totalno futurističnim okoljem, ampak je tudi tukaj jasno, da serijski avtomobil pač ne more biti toliko bizaren. Notranjost je še vedno cool, po svojem je škoda, da se kakšen atraktiven element več vse ni znašel, je pa zanimiva in poznana iz Alpina 290. Se vem, Anže, a boš povedal že kakšen tehničen podatek? Evo jih. Dolžina avtomobila dobre 4,6 metra, razporeditev mase praktično idealna, 49% spredaj, 51% zadaj. Baterija v podkožju ima 89 kWh kapacitete, sta pa na voljo dve različici. Obe imata 3 elektromotorje, torej stalni 4-kolesni pogon. Šibkejša ima 400 konjskih moči, močnejša pa kar 470 in to pomeni, da se z mesta do 100 na uro izstreli v 3,9 sekunde. Ni šlo za precej velik avto. Doseg po VLTP znaša preko 500 km, ampak takrat ne boste smeli izkoriščati vse motorne moči. No, baterija se polni z največ 190 kW na enosmernem toku oziroma z 11 kW na navadni polnilnici oziroma z 22, če boste doplačali za močnejši polnilnik. "70 let praznuje letos znamka in od tega smo prišli preko tega, zdaj do tega. A390 bi prej omenjena najbrž lahko pospravil kar v svoj prtljažnik, ker ima 532 litrskega. Ampak tako narekujejo trendi in pravila, pa konec koncev tudi kupci, ki ne pogrešate več toliko mehkih športnih dvosedov in imate veliko raje elegantne pa malo bolj prostorne limuzine, ki se pa še vedno zelo dobro peljejo, saj tako obljubljajo pri Alpine. Če ste mislili, da smo zaključili, ne še, ker smo ravno v mestu Dieppe, smo šli seveda pogledati tudi v tovarno, kjer izdelujejo avtomobile znamke Alpine. V bistvu je to najmanjša avtomobilska tovarna, v kateri sem kadarkoli bil, in še ena posebnost je, da v bistvu povsod lahko vse snemamo, kar je precej nenavadno. Lahko pa dam še par podatkov, ki vam bodo sigurno zanimivi. Tukaj je zaposlenih 377 ljudi, še 120 jih imajo na rezervi oziroma pogodbeno, vsak dan pa izdelajo 11 avtomobilov. To je pomenilo v lanskem letu 4433 izdelanih avtov, proizvodnjo pa lahko prilagodijo, če bodo potrebe zahtevale.
Še dve taki zanimivi stvari. Avtomobile barvajo pri 90 stopinjah Celzija, čeprav večina ostalih znamk to počne pri 150 stopinjah Celzija. To pa zato, ker so elementi avtomobila sestavljeni iz plastičnih in kovinskih delov, pa da ne prihaja do razlik potem v barvi. Evo, tukaj pa umetna inteligenca pregleduje, če je z vsakim avtom vse v redu. Plus z vsakim avtom posebej se potem tudi peljejo na testno vožnjo, preden ga vi kupci dobite v roke. Evo, enega že delajo, ampak ta najbrž še ne gre v Slovenijo, ker k nam pridejo šele naslednje leto. Zdaj bom pa našel zase raje še en A110, jaz sem bolj stare šole, pa me nič ne moti, če se zritijo med vožnjo, skoraj dotikam tal. Teh imajo pa na linijah kar veliko še.